šel denar. In... Se sliši muzika? Se sliši muzika? Пушение объезду Москвы. Добродош. Ok, mislim, da lahko počnemo. Začenjamo. Peter, ti začni. Dober večer, dragi ljudje, ki ste se vklopili na naš live stream preko Facebooka in Zooma. Mi smo improvizacijsko gledališče Ljubljana. Tukaj danes nocoj z vami smo Vid, Juš in pa Peter. Sicer smo gledališki kolektiv, živijo, ki se ukvarja z improvizacijo oziroma z improviziranim gledališčem. To je gledališče, kjer se vse dogaja spontano, brez vnaprej pripravljenega teksta. In sicer imamo predstave v Menzi, na Metelkovi, v City teatru, ampak je nastala izredna situacija. In zato imamo predstave prek interneta. Internet! In danes za vas bomo predstavili predstavo po imenu Videoklic, ki pa bo nekdo več povedal o tem v kratkem. Juša, boš ti povedal, kaj je v Videoklicu? Lahko. Videoklic je improvizirana predstava, ki jo v bistvu delamo mi trije tukaj prek Zooma in pol šeramo seveda na Facebook. Bo pa izgledala tako, da bomo v bistvu igrali različne improvizirane prizore, ki se pa vsi dogajajo v bistvu preko videoklica ali pa vsaj preko videa. Kakšni bojo pogovori v dvoje, kakšni bojo pogovori v troje, kakšna bo mogoče solo zadeva. Skratka, zanimivi karakteri prek seveda interneta. Kot ste opazili, ker nimamo gledališča, tudi nismo prodajali kart, ker jih ne moremo, tudi ne bomo jih, tako da hvala, ker ste z nami. Če koga prime, da bi rad nam vsem dal nekaj, zato ker pač to delamo in načeloma od tega živimo, kadar ni karantene, nam lahko donirate na PayPal, pač sprejemamo donacije, hvaležni jih bomo, je pa to v naslovu tega videa, tako da, če hočete, noben ga ne bomo delali. Tako, še kaj takega treba povedati? Malo lahko začnemo. Zadnjič je par ljudi rekel, da jim je malo štekal, če vam šteka, dajte sam na nižjo rezolucijo, pa delam na K-pop. Imamo pa zaenkrat že 74 gledalcev, pozdravljeni. Živijo. Ja. Mogoče je še vredno omeniti, da bo današnja predstava nastajala z vašo pomočjo oziroma z vašimi predlogi, tako da ko vas vprašamo določena vprašanja ali pa hočemo določen predlog, kar dajte v naš chat svoje inspiracije. Napište, to bojo kakšni, ne vem, odnosi, teme pogovorov, ena beseda, karkoli, vse vam bomo sproti povedali, včasih majčkeno traja, da dobimo kakšen predlog zaradi zamika na internetu, ampak brez skrbi bomo poskusili čim več zanimivih predlogov uporabiti. Mogoče lahko samo namignemo to, da imamo tudi ozadja, mislim, midva z Jušem jih imava, Peter Bajn. Jaz nisem zares nekje na Bahamih, ne?
In en od predlogov bo tudi to, da vas bomo mogoče prosili za ozadje, tako da če imate kakšno idejo, kakšne fotke, ki ste jih s telefonom naredili, so super, morajo pa biti vertikalna, ne horizontalna. Ne horizontalna, ne vertikalna. To sem hotel reči. Tako. Pa fajn je, da so solidne rezolucije. Ne? To nam boste poslali na iglutheater.mail, iglutheater@gmail.com, ko vas vprašamo za to. Easy peasy. Ej, a ćemo začeti? Ajde. Dajmo. Ok, eno vprašanje še prej za vaju, vam je všeč moja majica? Generacija. Kaj piše? Generacija. Zaprtih prostorov. V redu. Cool, ja. Dobre, ne? Od strešnih oken, ok, nima veze. Kaj? To je moj nov sponzor. Ne, se ne. Ne, hotel sem na to zapeljati, glede na to, da generacija. A lahko jaz nastavim prvi prizor, oziroma dam vama eno navodilo. Ajde. Okay? Zdaj se mi zdi, da v času te karantene se ljudje, kakšni so to že prej dobro poznali, prvič soočajo z videoklicem. Predvsem je zanimivo gledati, kako se različne generacije s tem spopadajo. Pač mladi so seveda vešči, pa imaš pa tudi starejše ljudi, ki seveda zdaj prvič osvajajo to tehnologijo in so včasih mogoče tudi malo nerodni. In jaz bi za vaju, Vid in Peter, nastavil prizor, kjer je eden od vaju vnuček, drug pa dedek, ki zdaj prvič uporablja Skype oziroma Zoom, da pokliče svojega vnučka ali obratno. Prav? Okay, kdo pa je kdo? Kdo bi raje bil kdo? Mogoče, zadnjič smo začeli tako, da je bil Peter Mulc, pa si bil ti starejši. Mogoče dajmo, da je Peter dedek, pa si ti vnuček, prav? Ok. Zdaj pač vnuček, lahko si kogarkoli star, in treba, da si najmlajši. To. Ravno pa seveda predlog od občinstva in sicer me zanima, draga publika na Facebook Live, dajte napisati, o čem se boste pogovarjali, zakaj dedek kliče vnučka, poleg tega, da je seveda prvič naredil Zoom, ne? Kakšen problema ali pa kaj je tazga naredil, da mora pa zdaj vnučku res nujno ta trenutek povedati. Ne? To lahko napišete v naše komentarje na Facebook Live, spodaj, torej, kaj bi bil razlog, da en dedek kliče svojega vnučka, napišite spodaj v naše komentarje. Peter pa Vid se med tem preoblačita, verjeten, imamo namreč nekaj različnih rekvizitov, smo si pripravili, čeprav ne vemo, kaj bomo točno delali, jaz smo recimo tle ena očala, to bi bilo zadevje, da moram tle pokazati, očalca, pa imam tole, ne vem, kaj je to, imam pa, kaj še imam, zamasirati glavo, ampak to ni za predstavo, to je bolj zame. Ok, treba pogledati, kaj so nam kaj napisali naši prijatelji z Facebook Live-a in sicer, začeli smo zelo temačno in sicer Doman prav, da dedek ne zna napisati oporoke, to mi je kar zanimivo. Mojca prav, da dedek ne najde krompirja, Kleman prav, Pornhub free subscription, ok. Ponesreč gumb za klicanje, babica noče ostati doma. Super predlogi, the best. A vam je kaj tega najbolj všeč? Ti zbral. Kaj? Bom jaz zbral. Ok, prav. Pa dajmo kar to ta prvo, ne zna oporoke napisati, ok? Skratka, dedek kliče svojega vnučka preko Skypa oziroma Zooma, zato ker ne zna napisati oporoke. Peter, Vid, sta pripravljena? Ja. Vid? Ja. Ok, dajmo videti ta improviziran videoklic čez 3, 2, 1, go! Halo? Dedi? Vklopni video. Dedi? Slišimo, dedi? Tamal, Ja? Si klical? živijo. Ja, Ja, koliko si pa ti zrasel, vse imaš brado zdaj. ja. Si klical? Ja, Povej. ti veš kva, dedi ima eno težko novico zate, veš. Kaj spet? A ti prinesem čike, a kaj? Ne, to imam. Ti posluš, kma bom crknil, Ti je zmanjkalo trave, dedi. kma bom crknil, me slišaš? Kaj? Milo rečeno, Kaj, bolan si?
Nisem bolan, ampak nekako čutim, da me bo kmalu pobral, čistko spiritualno, razumeš? Čak pol nisi bolan. Nisem bolan, ampak čutim, da mi moči pojenjajo, razumeš? Nisem sprašal zdajle. Čist me stisne. Lej, Tilen, enkrat se bo zgodil, to moraš sprejeti prej ali slej, razumeš? Ja. In čutim, da mi moči pojenjajo in da moja duša zapušča moje telo postopoma in ta svet. Daj ne govor, no. Lej, ti si skala, dedi, no. Ti si vedno bil skala, veš. Že kaj je fotor kašljal, si ti vedno bil tako una trdna opora za vse, tako da po mojem... Kje mora žigalnik? Ne najdemo žigalnika, bemu. V levem žepu ga imaš vedno. Pa res, thanks. Ni bila nikaj. Ti veš, kaj sem te hotel vprašati, Tilen? Povej. Glede na to, da boš kmalu moral prevzeti skrbništvo nad družino, kar mene ne bo več v tvojem življenju, hočem, da mi pomagaš napisati oporoko. Kaj pa fotor? Pusti tega kozla, on se gona okrog, pa dela, kar se njemu zahoče. Pusti njega. On ni spodbudna figura za tebe, veš? Ok, ne bom se mešal v vajne fajte. Povej, kar si hotel povedati. A mi pomagaš napisati oporoko? Hočem moje stanovanje, tebi ga hočem zapustiti. Lej, ti si lahko šel v tem stanovanju, dokler ti bo sedel, pokaj ti na več, ga pa prodaj, pa z njim plači, ne vem, pojdi na Bahame živeti, se veš, no, ne moreš o tem razmišljati. Lej. Jaz po noč, ko grem spat, me zli duhovi vabijo v onostranstvo. Ni simpatičen prizor, veš. In ne bom svojemu pezdetu od sina zapustil svoje stanovanje, ker pač ga bo samo uničil. Tako da ti boš... Kaj? Zakaj? Ja, zato, ker nikoli ne vem, koga bo pripeljal domov. Vse veš, kakšen je. Že ko je odraščal pod mojo hišo, je bil vedno drug človek not v njegovi sobi. Ja. Jaz nisem spraševal, tudi ne bom, vsem mi je. Naj počne, kar hoče. Ja. Ampak ti, na tebi stoji zdaj moje premoženje, razumeš? Ja. Jaz ne imam rad, Tilen, in ti si edini... In ti si edini odgovoren, ki bo lahko, mislim, da mu lahko zaupam, da ne bo prodal mojega stanovanja, recimo, da se ne bo zaplezal v dolgove, razumeš? Ja. Ok, povej, kaj rabaš? Kaj ne znaš? Tukaj imam odprt. Halo? Ja. Tukaj imamo odprt PDF dokument. PDF dokument. To ne moreš urejati. A to imaš že napisano, kaj? In ga ne morem urejati. Ja, ne moreš ga urejati. PDF lahko sam sprintaš ali pa... No, in če bi jaz odprl PDF, pa bi ga hotel urejati, pa ga nočem sprintati, kako to ga odprem? Ne moreš PDF-ja urejati. Rabaš Word dokument, če ga hočeš, ali pa neki tekst, neki drug dokument. PDF je pač zaščiten, zaprtje, ne moreš ga urejati. V redu. Tilen, a mi lahko prosim pošleš Word program? Če mi ga lahko pošleš. Ja, inštalirati ga boš. A ti imaš maila, ne? A mi lahko pošleš mesto za inštaliranje, prosim? Lej, a imaš ti mail, dedi? Imam. Saj sem ti ga naštimal, veš, ker si hotel Horni grem pa 3-2-1, pa sem pa rekla, da bo kar imi pa priimk. Ja, meni je bilo všeč Horni grem pa, ker to odraža moje trenutno stanje, ne? Pač Anton Zelič, ne? Napiš na gmail.com, pa napišeš Anton Zelič noter, pa geslo, ne? Ja. Kaj si dal za geslo, se spomniš še? Vem ti, mater, kje zdaj mene najdu? Kje si zdaj mene najdu, da se spomnim? Ok, imamo tle za ključ, bravo. Kje si tega človeka najdu? Hvala, Vid, hvala, Peter, skratka, dedek in vnuček. Kar dobro se je znajdel ta dedek s tem Skypeom, kakšni se ne znajdejo tako hitro. Jaz sem imel recimo ene sorodnike, ki sem jim naštimal Skype, pa je vse dobro delali, pa se pa niso znali izklopiti.
Tako da so pol v bistvu ugasnili Skype pogovor, tako da so varovalko vrgli pa spet nazaj, da računalnik so ugasnili. Cool. Peter se verjetno prevlač, imamo že 123 gledalcev. Wow. Ker nas gledate. Peter, a boš ti zdaj, kaj imaš kakšno željo, idejo? Lahko jaz nekaj nastavim, ja. Pdej. Okay. Ena stvar je, tebe sem mogel ročno izklopiti video, stari folk, zdaj to tehnikalije. Dati moraš levo spodaj pač stop video, zato ko zmeraj še ostane ta nek črn kvadratek, pa te moram pa res ročno dati ven. Tako da ne vem, nekako probi to izklopiti, če ne igraš. Ok, ga bom dal stop video, cool. V redu, jaz bi pa naredil, da sta vidva prijatelja, ampak je eden prišel k drugmu na seanso napovedovanja prihodnosti. Kličete en drugega, ok? Ja, a veš, nekdo se ukvarja z vedeževanjem, drug prijatelj pa je hotel, da mu napove prihodnost oziroma obete. Tako da... Kdo je kdo? Dajmo reči, vidi, da si ti ta vedeževalc, Juž, ti pa si prišel k njemu, ker te nekaj zanima. In da vidimo, dajte, ne vem, mogoče kakšen predlog za eno temo ali pa eno karakterno lastnost. Specialist iz Italije, recept rab za krofe. Babica je šla na jug. Ok, imamo nekaj o koroni, fajn. Fina. Ok, recept rab za krofe. Petra, jaz kličem od svojega doma? Ja. Jaz trajam še malo cajta. Ja, kar v izi. Ampak dajmo tako narediti, da pač nekdo hoče tudi tekom pogovora najdete en recept. Aha, ok, ne, dobili smo. Kako bo z radičem letos, je eno izmed vprašanj. To me zanima, kako bo z radičem letos. Recimo, ja. In zato vedeževanje. Aha, ok. Ok, eno vprašanje je, kako bo z radičem. Drugo je pa to, da te je grozljivo strah zraka okrog sebe. Kar je res. Ne. To je to, radič pa zrak. Jaz sem. Ja, jaz ne iščem tle ozadja po netu, pa sem kar slab. Ni hudega. Ti kar počas. Sicer pa upam, da lepo preživljate dneve v samoizolaciji, da skrbite sami zase, da ste nežni do sebe, da se pobožate kdaj, ne. In upamo, da še gledate kakšne... Kaj? Kaj? Koga božajo? Ne, lej. To je vaša stvar. Ok, ne gre mi dobro, kar začnimo, jaz sem ready. Kaj je, če poveš temo prizora? Torej, Juž je prišel k tebi na vedeževanje, zanima ga stvari o radiču in zraku, ti pa si vedeževalc, prijatelj. Ok. Se poznata, ok. Nič sta? Yep. Ok, in na 3, 4, zdaj. Mirzad, živijo! Ej, se slišmo? Se slišmo. Kje si, Anžetek? Doma. Sem si v kaminu zakuril, sem zadnji, da si še zmer na krvavcu, Imaš bajto. Rekel sem, ja, na krvavcu živim, ja, edini tle, pa niva imam na krvavcu, najbolj bedna niva, ki je klanc, ampak, glej, tako je, ne, en more. Lepo. Nič, si rekel, da me rad, da prijem kdaj na to tvojo seanso. Ja, lepo, da si prišel. Malo si me presenetil, ker ponovadi me kličejo ljudje, ki jih ne poznam, ampak jaz ti bom z veseljem svetoval sam trenutek. A ti so v vesolju, ali kva? Ne, to imam tako virtualno ozadje, veš, da ljudem pomagam. Povej, kaj te muči? Ja, veš, kva me muči. To je pa bolečina mojega srca.
Ja, Jaz imam pa najrajši na svetu radič. ja. Pa vem, da večina ljudi motovilc, ne, kao, to je najboljš. Kakšni uni, vanila ljudje imajo rajši ledenko, pa imaš une posebne že, ki sam špinače žarejo, pa imaš une, ki se hočejo zagiftati, ki jejo rukolo, jaz pa radič, zato ker je rdeč, a ne, tako kot komunizem. Pa me zanima, kva bo leto z njim, ker lanski se mi vse, ti rečem po Grvalcu, dol skotalili, pa nisem videl niti ene glave. Povej mi, Anžetek, ti imaš rad radič, najraje ga popečeš, je tako? V mikrovalovki, to je najboljš, na 30 sekund. To sem hotel reči in sem zadev, ne? Kuhan radič, ja, kako svedu mislim. Povej mi, poleg radiča imaš rad tudi drugo solato, ne, drugače? Ma ja, saj sem lih razlagal, da tako, mislim, imam kakšno, ja, no. Berivka je v redu. Najrajši imaš pa radiča, ne? Ja, kako svedu? Ja. Kako svedu? O, ti si gnac. Prosil te bom, Anžetek, da si izbereš eno številko, eno poljubno številko. Kva pa vem? Recimo 8, kako svedu? 8 sem hotel zbrati. Ja, 5, 6, 7. Gnac. Takole ti bom rekel, letos ni letina za radič, nažalost. Razen enim izjemnim ljudem pa bo rastel radič, ne. In meni karte pravijo, da ti si... Čakaj, imaš ti to navadne karte? Kaj? To imaš navadne karte, ali kaj? To so posebne karte. Lahko delam jaz s katerim koli kartam. Jaz imam navadne karte, imam posebne karte za navadne ljudi, za posebne ljudi. Ti mi zaupaj, Anžetek, drugače sploh... Pa vidiš to iz teh kart? Pa as je dober ali ni dober? Prosim? Če je as dober ali ni dober? As je odvisno od tega, kaj vprašaš, ne. Zdaj si vprašal za radiček in jaz ti rečem, da radič letos ponekod bo, ponekod ga ne bo. In vse je odvisno od tega, da ti verjameš, da boš imel dober radič, ne. In če boš res globoko v sebi verjel, da bo ta radič rastel, Anže, bo ta radič rastel, veš. Jaz verjamem, če kdo verjame, jaz verjamem, stari moj. Če boš ti globoko v sebi dvomil, sam malo, kanček dvoma, bo vesolje bo to začutilo, veš, in vesolje ti bo zaznalo, da ti dvomiš v svoj radič. Razumeš mene? Ti veš, da bo vesolje zaznal, saj si v vesolju, stari moj. Jaz sem samo medij, jaz sem tako, veš, ti rečeš temu lahko Bog, lahko rečeš temu energija, imaš to energijo in imaš tebe. In jaz sem samo tisti internet, jaz sem optična povezava med tabo in med energijo, ki vse ve, vse zaznava in je povsod in vse razume in ve, kaj se je zgodilo, kaj se bo zgodilo, kaj nas čaka in tako naprej, ne. In radič je zdaj zanimivo vprašanje. Ti lahko nekaj povem. Ja. Do zdaj sem priznaval sam en medij, Nova 24. Ampak zdaj pa tudi tebe. A lahko še eno vprašanje? Ja, izvoli, karkoli. Samo to ti bom povedal, prvo vprašanje je za prijatelje gratis, se pravi, prvo je bilo gratis, za drugo pa sprejemam donacije. Bom cash. Ne, vse se bova zmenila, boš nekaj podpisal. Kam pa dama, v CD player, kam ti dam? Dal noter geslo. Aha. Samo geslo da je noter. PIN. No, prav. Ja. PIN. Ti dam kar PIN svoj. Ja, PIN, ja. Ok. 1, 2, Ja, 3, 4. tu je tvojega Mastercarda, PIN. Ja, Mastercard pa Maestro tudi, da ne pozabim. Aha, no sej, ja. Pa sam še slikaj Mastercard. Ja. Slikaj, pa mi ga pošelj, pa slikaj še na drugi strani so 3 številke, jih tudi slikaj, pa mi jih pošelj. Se pravi, 1, 2, 3. mi moraš poslati. 1, 2, 3, jaz sem kar prečrtal, pa napisal 1, 2, 3. Aha, no, tist, ki ni prečrtan, rabim vedeti. Ampak vprašaj me. No, veš kva, jaz skozi berem te medije, poslušam Nova 24 in oni pravijo, da je povsod nevarnost in jaz se zdaj bojim zraka, stari moj. Zraka? Ja, kaj če bo mene ta zrak enkrat napadel, ker jaz ga diham, izkoriščam, kaj če bo on mene začel izkoriščati, to prosto povej. Ljubi moj Anže, zrak je povsod. In zrak je tist, ker je čist povsod. Tudi mi nismo dobri. Zrak je ena, a veš, zrak je tako, kot ena energija, ki je povsod.
In če ta Elektrika. energija začne se spreminjati, se tudi mi znotraj začnemo to spreminjati, a veš. In treba se je zavedati, da mi smo del zraka. Razumeš? Daj mi povej eno številko od 1 do 10. 1. 1. Aha. Ja, kaj je bilo že vprašanje? V bistvu ga ni bilo, sam bojim se zraka, to je to. Aha. Ja, Ne vem, vprašam, če me bo napadel. strah je vseh nas, a ne? In strah to je tako, kot je ena energija, a ne, ki je To povsod. si že povedal. In strah, ne, za zrak sem rekel. Kaj pa zdaj? Kaj je strah? Strah Strah je, je isto, kot zrak. to je drugače. Strah je zrak, okoli ga pa nič ni, ne? A si Sam- vzduh. A veš tisto, kar čutiš, a ne? Kar čutiš eno energijo. Elektriko. In dajmo tukaj končati. Bravo, fanta, strah je zrak, je elektrika. Smo malo vstopali v svet mistike. Elektrika. Super. Zdaj pa sem jaz na vrst, no? Dej. Ajde, dej, kaj bi rad videl? Jaz pa bi vama dal mogoče eno tako malo bolj, eno igro, ki jo morate igrati med tem, ko igrate prizor. Okay. Okay? Ja. In sicer bom malo pogledal publiko, če je kdo kaj predlagal. 137 gledalcev. Aha, super. Mogoče dajte predlagati, kdo sta te dva človeka, ki se med sabo pogovarjata? Kdo sta? Kdo koga kliče? Bomo še malo počakali, medtem ko malo čakamo. Če hočete nam kaj donirati za uvedbe predstave, imamo gor PayPal račun. Če nočete, ni treba, je pa vreden to omeniti. Ok, še vedno čakamo komentarje. Juš, ko si se počutil v prejšnjem prizoru? V redu, kako si se ti počutil? Tako, dober. Zabaval sem se, ful sem se zabaval, v bistvu. Lahko bi več tega delal. Jaz bi to v bistvu delal, brat. Ti bi pomoč šlogal iz navadnih kart. Ne vem, nikoli še nisem šlogal prej. Če bi znal, bi to z veseljem delal. No, se mi zdi, da je kar fajn. Ej, dobivamo predloge. Gasilca. Mumija kliče faraonovega sina, Gobar in njegova domačena lisička, torta pogreša smetano. Skratka, zelo abstraktne stvari, sta pa dva gasilca in sicer en je zares gasilc, en je pa striptiz gasilc. Pa bi rekel, da mogoče ta striptiz gasilc, ki bo Peter, kliče Juša, ki je ta prav gasilc, in sicer bi rad, da ga kličeš zato, ker bi rad res se v to vlogo striptiz gasilca vživel in razumel, kdo so gasilci, ne? Ok. Jaz ne vem, če vam rabim tukaj dati še kakšno dodatno omejitev. Po mojem je to čist dost. Dva gasilca, v glavnem. Dva gasilca sta, en je striptiz gasilc in striptiz gasilc se pogovarja s svojim prijateljem, ta pravim gasilcem, in želi ga vprašati, kako izgleda ta poklic, da se res oživine, ker on začenja zdaj s tem striptiz, pač s tem likom gasilca, da rad striptiz že dalj časa pleše. Tako da hvala za vaše predloge. Ostale bomo tudi še mogoče uporabili kasneje. Super, kar nekaj odnosov ste našteli, hvala vam, ker sodelujete. Trenutno nas gleda 140 ljudi, kje ste folk? Hvala, ker ste posvetili nam ta sobotni večer. Naj še omenim, da danes, povejte, kaj boste. Naj še omenim, da danes po naši predstavi, mislim, da 8:30 je ta ura za zemljo, kar pomeni, da ugasnemo luči, zato smo tudi našo predstavo dali naprej, da lahko vsi vse ugasnemo, ugasnemo luči. Če hočete sodelovati v tem, lepo vabljeni, mi bomo ugasnili luči na koncu predstave, definitivno. Imamo pa še 1 uro do takrat, tako da vse good. Se pravi, zdaj bomo gledali prizor dveh gasilcev, Juša in Petra. En je striptiz gasilc, en je ta prav gasilc in striptiz gasilc želi ta prav gasilca zvedeti, kako izgleda ta prav poklic, hočeš uživeti v svoj lik gasilca.
Zdaj pa, če sta ready ali pa ne, začnemo. Jaz sem že ful dolg tle. Ok? Ja, evo, jaz sem. 3, 2, 1 in akcija. Tone, Ja, ne kličeš. živjo. Veš kaj, v službi sem lih. Ti, veš kaj, sem te hotel zmotiti za kakšen trenutek ali pa dva, veš? Stari, bo požar moral leteti. Prosim? Če bo požar moral leteti, pravim. Na terenu sem. Veš kaj sem te hotel vprašati? Kako se lahko jaz kot gasilc najbolj poistovetim v tej vlogi in najbolj pristno sebe slečem določena oblačila? Mislim, prvo kot prvo, mi se ponovadi ne slačimo, razen ga prijemo iz požara, ne? Ok, super. Dajmo si predstavljati, da jaz ravno kar uletim iz požara čist zamaskiran in od ogla in črn po obrazu in pridem do ene ženske in stopim do nje in si dam svojo čelado dol. Kaj ji lahko rečem na začetku, da jo malo vzburam, ne? Mislim, prva stvar, ko boš dal čelado dol, boš zakašljal, če si bil v sajah, a ne? Aha, in kako lahko seksi zakašljam? Ok, je tako v redu. Koliko je vroče. Ja, mislim, lahko, ne vem, različni gasilci različno kašljajo, ne? Super, v redu. In pač pol grem na predel trupa, ne, in tukaj bom že valjda malo bolj odpet, ne, in pač bom si ga tako lepo razgalil in se počasi začel tipati, ok? Kakšno gibanje predlagaš, da je tako silovito, ali da se začnem lepo tako nežno masirati? Kaj predlagaš? Mislim, mi ponovadi hitro damo obleke dol, zato da gre takoj v pranje, pa je ponovadi, ja, s kakšno kremo se namažeš, ampak jaz ne vem, dam si tako kremo gor, pa se tako namažem. Ok, daj sam pejt z mano, sam da vidiš, kako je, ok, pridem iz požara in požar sem ukratil, ja, ukratil sem ga svojo veliko cevjo in si dam dol in je bilo pa vroče, ja. Je bilo pa kar vroče. Ja, vroče zmer. Ja. In pol moram iti v eno koreografijo, ne? In kaj je najbolj gasilska koreografija za tebe? Salsa mogoče, kaj tako ognjevito, a veš? Ja, ne vem, pri nas ponovadi bolj foxtrot plešemo ali pa kaj takega. Ne vem, včasih se kdo zafrkava pa ob drogu zapleše, veš, ko imamo drog, po katerem gremo dol, ne? Foxtrot, tako kot Janša. Ok, v redu. Tako da jaz pridem in pa začnem takole malo. Imam še malo vode za efekt, veš, da se, ja, takole. Ej, Boris? Pridem do hlač. Zdaj, a ti predlagaš, da jih jaz že prej razrežem, da jih sam odpiknem stran, a da si tako lepo počas, mamljivo, najprej malo guzice, a veš, kaj je ta tenzija? Ne, rezati hlače rabimo, ne? Ok, tako da hlače pustim gor in pač pustim to iluzijo, ne? Ne, daš jih dol, ne, čim prej, mislim, ja, lahko tudi pustiš gor, sem ponovadi so hlače tudi umazane lih to, kakor zgornji del, ne? Ok, in v tem trenutku sem jaz sneg, ne? Ja? In jaz grem direkt na tla in se začnem plazati do te osebe, ne? Če hočeš biti ful umazan, tla so tudi umazane od saja, veš, ker mi se ponovadi speremo še s sebe. Super, in se začnem rolati v tej saji in se začnem rolati in tako, kako sem umazan gasilc, nekdo me more očistiti, bil sem v temu požaru, ki je bil tako ognjevit, res sem umazan gasilc in se kotalim, ne, ko se kotalim. Ja, to je kar navaren za zdravje, drugače, ampak, ja, yes. In takrat začnem še bolj seksi kašljati, ne, in sem, pomagi mi očistiti svoje grlo, rečem recimo, ne. Ja, jaz bi ti predlagal, da se greš čim prej stuširati. In imam tam ob sebi kanglo vode in jo sam stresam, polijem nase in začnem počasi
5. Boris, veš kaj kličem? Čau. Tone, Nimaš zvoka, ne vem zakaj. Ok, zdaj pa imam zvok. Vse se bomo počasno učili tehnično. Hvala za vašo potrpežljivost. Torej, to je bil tretji prizor danes. Še nekaj nas čaka. Ko se imate drugače, vidim neke te klikate te face pa emojije, tako da hvala za to. Če hočete še ostalim povedati, da se to dogaja, lahko tudi šerate to ali pa pol, če vas slučajno prime. Zdaj pa je na vrsti po mojem Juš, ki bo naslednji prizor zastavil. Imaš kakšno idejo, Juš? Imam. A lahko smo v naslednjem prizoru vsi trije? Ja. In sicer, veš kaj bi naredil? Vidva me kličeta po internetu in sta dva mlada pisca, pisatelja. Okay? Jaz sem pa recimo knjižni urednik in kar želim od vaju dveh je slišati piče o tem, kakšne nove knjige boste napisali. Sicer bo to stvar izgledala tako, da bom jaz rekel, Peter, povej mi naslov knjige, Vid, povej mi naslov knjige, povejsta naslov, če me stvar zanima, bosta povedala opis te knjige, če me še zanima ta opis, bosta kao malo odigrala oziroma malo povedala, kaj se v tej knjigi dogaja, mogoče kakšen dialog pa tako naprej. Prav, imamo eno tako hitro igrico. Vmes lahko napišete v predloge, dragi gledalci, za kakšno založbo delam. A je to, ne vem, delamo otroške knjige, a delamo za mladince, ali kao Twilight, a delamo, ne vem, kataloge za gasilce, kakorkoli. Skratka, kaj je primarna knjižna dejavnost te knjižne založbe? Kaj najrajš oni izdajo? Peter pa Vid ste se šla preoblečt. Jaz se bom tudi mogoče moral malo na hiter, pa lahko sem tudi v teme. Založba je Iglu. S čim se ukvarja naša založba, je pa vprašanje. Dajte nam napisati na Facebook chat. Imamo zaenkrat 134 gledalcev, kar lepo. Evo, Mark piše, ameriške oddaje. Aha, ok. Mohorjeva družba, ja, zelo realna, super. Lahko je tudi kakšna izmišljena založba, seveda. Oziroma še boljš. S kakšnimi knjigami se ta založba ukvarja? Moje vprašanje. Še kakšen predlog? Knjige za črni trg, prav Teodora, to je karkoli. Maruša je napisala Juže profi gasilc. Thanks. Ne, nisem zares. Jaz pa najdem vmes eno pisarno, v kateri bi lahko bila založba. Evo, knjižnica. Kao iz knjižnice kličem, ko sem brihten. Kako se otroci naučijo o seksu? Tam je kaj dobra, ja. Memoarje slabih slovenskih pevcev. A res obstajajo slabi slovenski pevci? Ne, vse so. Hej, Peter, videl ste že kaj? Ja. Ta. Ja. Ok, dajmo vzeti to predlog od Klemna. Kako se otroci naučijo o seksu? Ok. Prav? Skratka, izdajamo take knjige, videla sta dva mlade založnika, dajmo videti, kaj in kako. Jaz se bom tudi kao na hitro izklopil, pa pol vklopil. Bomo vmes za mene očarati. Halo, se slišimo? Halo. Halo. Dobar dan. Bine, živijo, vidim, da si v knjižnici. Ja, jaz sem sem v knjižnici. Tukaj sem tudi, vidite, take posebne linije so no, ni važno, nek laks je. Gleda, ja, stok knjige, ne. Rajko, ti si doma? Jaz sem doma, ker sicer se ne morem skoncentrirati, saj veste. No, lejta, jaz sem imel poklicu, mi rabimo eno novo knjigo o fuku, o seksu za otroke, ne. Zanima, imate kakšne naslove, pa vse naj to, oralno, analno, pač otroke je treba naučiti te zadeve, ne. Ampak lepo, na otroški način, lepo prosim. Kako se, kaj počneta očka in mamica? Dober naslov, Bine, Rajko, imaš ti kakšen naslov? Da res zaobjamemo to polje pač dejanj, spredi in zadnji. Spredi, zadnji, si spredi. Za otroke tako. Kdo je staršem napravil majetico? Aha, a lahko mečken obnoven poveš? Ja, tu je zgodba, ko dva starša
želita dobiti otroka in pol pač hodita naokrog in ju vsaka žival nauči eno stvar o tem, kako se dela otroke. Ne? In najprej ne prideta recimo do žolne, ki trka luknje. Lahko ta prizor odigraš? Penetraciji, kako? Če lahko ta prizor poveš, prosim, o žolni. Aha, se pravi, recimo žolna nabija v duplo, ne, in prideta očka in mamica in Dialog. in rečeta, žolna, poglej, kje bova dobila otroka? In takrat zaslišite žolno, ne, ki nabija in žolna zasliši, veste, za otroka je najprej potrebna penetracija in na to jima pokaže s klunom, kako se penetrira in potem recimo oče reče, no, nekaj sem se naučil, greva naprej, draga, in potem recimo prideta naprej do... Ok, super. Dobro, Bine, mislim, da mogoče bo to ena taka mehna slikanica, všeč mi je to, da žolna nabija, ne. Penetracija pa, veš, vsem so otroci, to je težka beseda, ne bo se on zapomnil penetracija, stari, ko mi reče, en R preveč. Rajko, pa imaš ti? 10. brat, ker... Rajko, imaš ti še kaj? Bine, ti imaš še kaj? O polnoči. Dobro, Rajko, še kaj? Dejte. Videl sem, Ko sem prvič odkril svojo zadnjico. Super, opis, kaj bi bilo? To je... Isto lahko je slikanica, ampak enega otroka, ki pride v svojo analno fazo in opaz, da se nauči opaz, da ima svojo zadnjico, ne, in ga zanima. Kako ta mulj opaz svojo zadnjico? Bom jaz igral zdaj tega otroka, v redu. In je pač v svoji posteljici in se obrne tako. Kaj pa je to na mojem hrbtu? Se začne tipati in ugotovi, nekaj iz boklina. In, pol pa si lahko že predstavljate naprej. Mogoče malo preveč grafično. Odkot je bratec? Tu bi bila pa taka slikanica, ki jo odpiraš, pa prepogneš stvari, ne, in v bistvu iščeš bratca, ves čas iščeš bratca, ne, in pol pač recimo hodi en od otrok, hodi po stanovanju in reče, kje je bratec? In odpira, a je v omari? Ne, ni ga v omari. Bratec, a si pod kavčem? Ne, ni ga pod kavčem. In pa recimo do konca pride do mame, ne, in reče, a si v mami? In recimo odpre trebuh in je noter fetus. Prosim, ok, mislim... To je sam ideja. Sam ideja, razumem. Ok, imamo eno. Rajko, daj mi nekaj, zlato, daj mi zlato. Ja, tako. Kam pa gredo prstki? Všeč? Opis? Otrok ugotavlja, kako lahko na različne načine se počuti dobro. In kam gredo prstki? Mogoče na bradavičko. A te prsti govorijo? Prosim? Ja. To je prsti, ki odkrivajo različne erogene cone. En dialog med prsti? A vidiš, hodiva že nekaj minut in še nič nikjer. Poglej, tam surja malo mlekca. Greva pogledat in gresta do bradavičke. In tako naprej, in odkrivata celo telo. Malo preveč obsceno za otroke. Se bomo itak malo pocenzurirali, pa tako naprej. To ni pariki. Hvala vam, ful. Videl ste Zlato Slovenije. Zapomnite si to. Ne pa uni mladinski pisatelji, ki nekaj skus, ne vem pa. Še nekaj bi vprašal. Mojo knjigo boste tudi izdali, ki sem vam jo poslal. A veste, tisto moje življenjsko delo, projekt, ki sem že začel na faksu. Nekaj ti prekinja, veš, nič te ne slišim. Zgubljam, veš kaj, v tunel grem. Ok, čau, moram iti. Tisto pa še tle. Evo nas nazaj. Dobre naslove, lepo sta se znašla. Kar v redu stvari. A bi kupila, ti imaš mehkega otroka, bi kupil kakšno to knjigo? Ne, mislim ne za otroka, mogoče zase, a pa kakšnemu frendu. Mogoče. Ne pa za otroka. Mislim, da bolj malo.
vemo o otrocih. 134 gledalcev imamo, lepo, da ste še vedno z nami. Ja, ostali so. Peter, imaš ti kakšno idejo? Ja, jaz bi probal eno igro / prizor. Vidva igrata en odnos in jaz bi vam namenil čustva. Wow, ti imaš votlino vse. Tako da jaz bom spontano menil čustva, mogoče lahko vprašamo publiko za en prostor, kje se en od teh dveh ljudi nahaja. Tako da en prostor iščemo ljudje. Mogoče lahko tudi dva, ne pa so vsak, mislim, itak so vsak po svojem. Ja, lahko več prostorov. Vid, kaj delaš. Imamo že samo 2 gledalca, hvala, Vid. Imamo, pred vrati v nebesa, v redu. Mogoče je lahko to taka, mogoče nekdo v spovednici ali pa v cerkvi ali pa kaj takega. V porodni sobi veterinarske fakultete. A lahko naredimo, da je en v cerkvi, en pa v porodni sobi? Jaz imam zadnje cerkve, da več nekje že prštima. Vid, daj pol bod ti v porodni sobi. Dajmo reči, da si ti novopečeni očka, ki išče mogoče blagoslov od kakšnega župnika ali pa ne, mislim, ampak lahko naredimo, da si ti mogoče novopečeni očka. A ti je kul to? Ja. In jaz vama bom iz teme menil čustva, bom rekel, ne vem, jeza ali pa... Meni moraš enkrat povedati, že sem zraven še ta vzadej, ko sem malo ne poslušal. Če plišem. Ja, pač videla bosta, ti boš novopečeni očka, ki iščeš blagoslov od mogoče župnika ali pa juž preteplo še vidimo, kdo si zares. In jaz vama bom menil čustva, Mogoče bom kdaj rekel jeza in sta pol v tem čustvu, mogoče bom kdaj rekel ravnodušnost in sta v tem čustvu, Jaz sem ready. Ješ? Ja, rečemo, da sem, ne. Ja, imaš še zdaj 3 sekunde, dokaj ne... Sem ready. Torej, vid novopečeni očka, juž v cerkvi in vam menjam čustva in dajmo začeti s tem prizorom na 3, 4, zdaj. Halo, se slišimo, gospod? Pozdravljen, moj sin. Rudi, ti si, kličeš me, ja? Ja, veste, malo sem živčen. Otroka sem dobil, pa rad bi malo spodbudnih besed, ful sem živčen. Kako lepo, ja, Rudi, veš... To ni ta prav otrok, to sem dal zavadati, veste, za otroka, kako ga držati, ne, to sem se že naučil, ne. Preden mi dajo ta pravga v roke, so rekli, da ne malo poskusam, pa sem že. Veš, Rudi, otroci so naše veliko bogatstvo. Tudi sam imam več otrok, ampak... In nekaj najlepšega je gledati, kako odraščajo in postajajo žene in možje. Zaljubljenost. A to si dal čustvo njemu ali meni? Obema. Lepo izgledaš danes, Rudi. Tudi vi lepo izgledate. Veste, že... Kar žariš. Saj vem, da je tvoja žena žarela pred porodom, ampak tudi na tebi je nekaj zelo lepega. Jaz imam njo tokrat. Tudi jaz imam njo zelo rad. In tebe. Bez. Kako to mislite? Oba. Zelo rad. To mi mori. Zakaj se ne moramo odločiti, katerega od vaju imam rajši? Veste, meni pa tole tako malo osebno ste tole rekli, veste, ker mi nekaj časa se že poznamo, no, pa tako, bom rekel, Špela zelo rada hodi k vam, karkoli že dela, ne, zelo rada je prostovoljka pa to. Reda, zelo rada pride in želim, da tako tudi ostane.
tako ste izpostavili, da kaj jaz ne vem, mogoče, no? Kaj ne veš? Ja, ne vem. Česa ne vem? je med nami. Česa ne vem. Vi povejte, česa ne vem. Česa ne veš? Moram ti povedati. Jaz in Špela. Ta otrok je moj. Veselje! Pa grem jaz lahko vsem potvati okrog sveta. Ja, osvobojen si, Rudi. Vem, da nisi hotel ostati v tem kraju. Jaz sem šestega otroka. Če želiš, lahko greš, kamor hočeš. Ja, grem, ja. Kako je pa zdaj odlegal. Neč očetovstvo boste prevzeli, kaj? Imate več župnika, kako? Absolutno. Melanholija. Kaj? Melanholija. Ja, žal je tako. Treba se odločiti med starševstvom in otroštvom. Ali biti sin Boga, ali imeti sina. Kaj bom jaz čal? In odločil sem se, da bom raje oče. In dajmo tukaj končati. Bravo. Videli smo težko dramo. Trenutek spreobrnitve iz pokornega človeka v družinskega človeka. Lepo. Vid, tebi odlege, da ne rabiš skrbeti še za enega otroka, ne? Jaz v resnici zelo rad skrbim za otroka, sem v tem liku najbrž. A to si igral? Ja, to je bilo vse igran, vse ni bilo prav dobro, tako da. Dober lik, Oskar je dobil. Wow. Jaz zdaj gledam, če nam je kdo na mail slučajno poslal ozadje, namreč v naslednji igri bi jaz rad, da nekdo Jušu pošlje ozadje, ki bo inspiriralo ta prizor. Tako da, če bi radi ozadje, mora biti, se pravi, horizontalna slika, česarkoli, ki jo bo Juš nastavil za ozadje. Juš, pet na Gmail naš email naslov je iglutheatre@gmail.com iglutheatre@gmail.com. Bom napišel še v komente. Evo, sem na Gmailu, zaenkrat ni nič. Ne, nič še ni, ampak ljudje... Evo, še predlog ozadja. Barbara je nekaj poslala. Kar vzemimo ta prvega, zakaj pa ne? Ja, jaz ga bom dal. Ja. Peter, ti pa po mojem si izber... za Petra pa mogoče lahko določimo... dajta se znajti. Pač vse, kar veste, je to ozadje, to je vse, kar imata. Jaz bom rekel 3-4 zdaj, oba se pojavita noter. Peter, če imaš kakšen rekvizit za naglavo, pa karkoli lahko uporabiš, ampak ni nujno. To je vse, kar imata. Sta ready? Čakaj, da se naštimam to ozadje. Še naštimuje, dobro. Ja. Si. Povej, ko boš. Drugače pa, vidim, da ste na meni že malo donirali, tako da hvala za podporo. Če kdo še hoče kaj donirati, dati za naše delo oziroma naše udejstvovanje na spletu, imamo PayPal account, ki je v naslovu tega videa. Hvala lepa. Juš in Peter, a ste ready? Jaz sem ready. Ja. 3, 4 zdaj in naslednji prizor bo navdihnilo ozadje, ki ga je Barbara poslala na naš mail in Juš ga bo nam stavil in probala boste upravičiti, zakaj je stvar takšna, kot je. 3, 4, zdaj in akcija. Živjo! Češč! Halo, kako si? Dobro sem, Rade, dobro sem. Mirko, sliškamo se, Mirko? Sliškamo se. Sliškamo se? Rade, Mirko? vem, da ko si študiral v Sloveniji, sva gojila tesno prijateljstvo. Da? In sedaj me res pesti, ko si šel nazaj v svojo rodno državo živeti. Zato me kličkaš? Jaz spomnim se na te, ko sva se sprehajala ob Ljubljanici, jaz sem šel danes do Donava, na češko-mađarska meja in mislim na te veliko.
Rade, jaz tudi veliko teb mislim in sem ti hotel pokazati, koliko zares si mi veliko pomenil z eno pesmijo, veš. Mirko, nekaj bo zapel. Ja, Rade, to je zate. Mirko, zame. Rade je šel v druge grade. Rade Sem ja, to sem ja. ima maj več rade. Odšel je domov, zato mi povzroča bolj. Rade je odšel v druge grade. Rade, jaz te imam rad. Ano, Mirko, tak lepički song, tak. Ja ne bi vedel, na češkem ni muzika, ni na mađarskem muzika, a sliši se dobro. Hvala ti. In upam, da ti to kaj pomeni, kaj ti, jaz sem zaljubljen vate, veš. Mirko, jaz sem tudi zaljubljen vate. Vrni se nazaj v Slovenijo, da bova tesno hodila ob Ljubljanici in ti mi boš govoril o čeških nogometaših iz 90-ih. Panenka. Ampak Mirko, Mađari so zaprli mejo. Kaj? Orban je zgradil zid. Kaj? Na most, ki ga vidi zadaj, ga ni več, to je samo slika. Pojdi preko Avstrije. Se res? Pozabil, da je tudi skozi Avstrijo, ja? Ok, grem. Se vidiva. Gremo tle res. Ok, torej, hvala za ta poslan video, ozadje. Mene samo zanima, imamo mi še ful tih ozadij, ne? A bi lahko, mogoče še enega, imamo cajt, da še eno ozadje sprobamo? Ja. Daj Juš, še eno ozadje imamo na mailu, pa... Jaz ga vzamem. Ja, daj ga kar ti, ja ti ga lahko, vidva igrata v tem prizoru še enkrat. Res? Ja. Dobar. Čakaj, imamo enega brez priponke. Imamo enega s priponko. Sara nam je poslala eno ozadje, malo mi lovda, veš. Saj bo. Misliš Zala? Jaz vidim Saro. Ok, daj pa jaz že od Zale, pa bomo midva igrala ta prizor, ko imamo oba ozadja. Ok, pa... Ja, bukta, veš kaj, Sara je meni na mail poslala, ne? Ok, zdaj od Sare, jaz bom pa vzel od Zale. Zala, prav. Ok. Aha, in midva igrala v tem prizoru. Jaz se slačem tle pred kamero, no? Midva igrala v tem prizoru. Peter, kva ti delal? Peter? Nimaš zvoka pržganga. Aha, živa, ja. Jaz bom mogoče narator, mogoče ne, ampak mogoče pa povedam kakšen predlog vsem. Lej, tukaj imamo en predlog. Imata ozadja za inspiracijo, ampak tukaj imamo... Drugač imamo že te ozadja, sta ful. Mislim, ok, daj povej. Ja, ne, posluš. Če lahko vsak govori z enim drugim glasom, tak glas, ki ni njegov. Ok. Ok? V redu, a sta pripravljena? Čekaj, sam sekundo. Mi smo tehnično, to je čist crazy. Ok. V redu je. Ok, no Juš, ko bom končal ta stavek, bodo minile 3 sekunde in takrat mi boš povedal, si pripravljen ali ne. Sam. Ok, v redu, pa je Juš vid, ozadja, pa nek glas, ki ni tak vajn, ok? In 3, 4, zdaj. Ej, se slišmo? Ja, se slišmo, ja. Ej, tele je cela pesterija, veš? Ej, pojde, sorry, ampak mi imamo, generali imamo zdaj žura, je nujno.
Ja, general, kje ste vi, v Benetkah, kje ste? Ja, v Benetkah pa enemu slikarju, kvaj narisal, stari, ne vem, neki jasno, kako. Jaz sem tle, cele zdreja, mislim, sam še 4 smo. Folk je dezertiral, Stanko so dezertirali, spizdili so, ne? Kvadrat se dajte, vse smo vas učili to na šoli, no, pa kva mi zdaj, 4-5 kvadrat, formacija kvadrata, ne. Ok, ja, to že, ampak kaj pa pol, ne? Mislim, te so, veš, čez so udarili, Čehi so čez, Italijani so čez, Avstrijci so čez, ne? Stari, jaz ne morem, jaz tlele eno pesnico pecam že pol ure, stari, no, res, a je nujno. General, jaz sem en zadnjih, ki vam je še zvest, pa tudi mene tole malo mineva počas, moram povedati, da me res ni več to tono, kar je bilo včasih. Ja se borimo za državo, se ne, no. Mislim, jaz sem zdaj v eni drugi državi, ampak pač borimo se pa za skupno državo, ne. Ja, ampak sami smo, no, to je tek v smrt, general. Kaj? To pravim, da je to tek v smrt. Tek v smrt. V smrt. Tek v smrt, ja, razumem. Ja, lej, ne vem, no, pa zbežte, ali kva, imate kakšno belo zastavo, vse smo vam pripravili. Ja, imamo, ja. No, daj, uno izobeste, pa se predajte, no, sej kva, mučilo vas bo ene pol leta, pa vas pa primo. Sej sem z rukom zmenil, da vam zrihtu. Hvala, general. Nekaj, sorry, stari, ampak una, ta hud vibe dobivam, ona pa je pismo dobre besede, pa pametna. Jaz moram iti, ker sem v vojni. Prav, jaz moram tudi, veš kaj, večerja bo hladna. Čau. Super. Na takšni točki smo hoteli končati. Na bojišču in pa zabavi, ki je hkrati bojišče src. Hvala vam, fanta, za ta prizor. Sem vedel, da v te generali imajo svoje iluminati srečanja. Ja, hvala za sliko, jaz se bom kar imel v sadi, ful je lepo. Cool. Nič, ura je 8. Ura je 8, kaj pomeni, da počasi zaključujemo. Malo bo treba luči ugasniti. Naredimo še kaj za na konec, se poslovimo. Kaj vidva mislite? Jaz mislim, da bi mogli eno zelo hitro stvar narediti. Eno zelo hitro, a? Nekaj, da smo vsi tri. Ali pa nekaj, da nismo vsi tri. Naredimo en tak performance za na konc. Lahko. Ok. Taka inštalacija. Lahko si izberemo kjerkoli ozadje. Mi smo pač 3 vizualni umetniki, lahko se vklapljamo, izklapljamo, lahko je to malo ples, lahko je malo poezija, glasba, karkoli imamo. Pa ja, prav? Ok. Cool. Jaz bom publiko prosil, če mi pove, kaj bi lahko bil naslov enega umetniškega performansa, ki bo letos tudi nagrajen z nagrado Prešernovega sklada, oziroma drug let, seveda. Takore, kaj bi bil naslov enega performansa 3 vizualnih umetnikov? Mi smo Janez Janša, ne se ne, hecam se. Kaj bi bil lahko nek naslov, nam lahko pišete na Facebook, imamo še vedno preko 120 gledalcev, super, hvala, da ste z nami in da vztrajate. Mi imamo tukaj še kakšnih 5 minut, potem pa zaključimo s to zadevo. Če hočete postiti kakšno naprednino, nam lahko postite na PayPalu, ki piše zgori. Drugač pa imamo načeloma v planu delati to še naprej, dokler bo seveda ta karantena veljala. Kdaj točno vas bomo pa seveda obvestili sproti, mogoče tudi s kakšnimi gosti. Mogoče kdaj v slovenščini, mogoče kdaj v angleščini. Bomo videli. Naš svet, mislim, cel svet je kanvas, s katerega lahko delamo. Videla sta kaj pripravljena? Ja. Prav, jaz se bom mogoče malo sekundo kasneje vklopil ta performance, zato da si še jaz v zadnje naštimam pa nekaj najdem. Jaz bom pa pogledal za naslov, ne? Pajkov ples je prvi, pol je pa, ko bom letel s pticami, umetniki iz samoizolacije, art brutal impresije klanja. O, boh. Mene ta Pajkov ples, ki je bil, jutri je že danes, je še en prej celo. Aha, se res, ja. Dajmo Pajkov ples, ta je meni kar všeč. Okay. Pajkov ples, prav. Je kdo dvaju ready, da začne? Ja, sem ready. Prav, vid pa začni. Pajkov ples!
Sin moj, me slišiš? Nisem več sin. Pajki mi leze v grlo. Jaz imam svojo lastno drugo tegobo. Kaj je to, moj sin? Ha, 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 ha. Zlato je gnoj in gnoj je zlato. Pajki padajo z neba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nog imajo, da te lahko objamejo in potem izpustijo. Srce pade na tla in glava lebdi v oblakih. Plesal sem, ko sem še živel. Zdaj ne plešem več. Moja duša je vedno na poti. Bodeš me, kot bodejo pajkove noge, a vedno znova me ljubezen prinese nazaj k tebi. Au, ljubim te. Au, ljubim te. Au. Okej! To je bil performance za na koncu. Kar nekaj gledalcev. Ja, malo je bilo čuden, pač smo probali, ne. Zdaj vemo, kaj deluje, kaj ne. Tu je namreč naša šele druga predstava, tako da hvala, ker ste z nami, mi tudi radi eksperimentiramo. Peter? Evo. Peter v seksi sukniču. Nič, počasi se poslavljamo, ne. A bi kdo od vaju še kaj povedal? Ja, ful malo vsem gledalcem, da so ostali z nami. Upam, da vam je bilo všeč. Lahko v komentarje napišete, kaj vam je bilo kul, kaj ne, da lahko do naslednjič popravimo. Tega smo vedno veseli. In upamo, da se vidimo pač po internetu, pa kmalu tudi kaj uživa. Kmalu. Lepo se imejte še naprej. Upam, da kaj, ne vem, kaj sem hotel reči. Nič, probajte zdržati čim bolj normalno čez ves ta cajt, ki moramo biti doma. Vidimo se čez približno 1 teden, verjetno, ne? Verjetno, ne? Ja. Mogoče naslednjo soboto ob 8, če se ne bo kaj vmes zgodilo, mislim v smislu, da ne vem, pač mogoče kdo od nas ne bo imel cajta, ne? Ja, a pa če rečete, to je bilo res grozno, ne več tega nikoli delati. Najbrž ne bomo več tega delali. Lahko tudi napišete, da vam je boljš ura ob 7, 8 ali pa 9, recimo, ne? To smo se pogovarjali. Danes smo prestavili, ker bo treba luč ugasniti. Nič, ob 8:30 ugasnemo luči. Peter, Juš, dobro spita. Enak. Vi pa tudi. Hvala, čau. Se vidimo, čau, adijo. Aha, zdaj ne vem še izklopiti.